Kakšen razgled bo tlele. Pa neverjetno je, kaj tale Glinščica se skriva. Tle, če bi bil malo mlajši, bi pa še čez skočil. Že Rimljani so zelo dobro vedeli, da brez vode ni nič. Se pa kar kopamo v razgledih. Živijo, evo danes sem pa s staršema in gremo raziskovati dolino Glinščice. Smo v vasici Draga, tik na italijanski strani meje. In se bomo zdaj spustili dol proti Glinščici, tukaj smo avto parkirali. Pa je, da je tukaj najboljše izhodišče. Pa vam kmalu povem, če je res. Evo, še pitno vodo imamo po poti. To smo pa zdaj na stari železniški progi. Evo, pa gremo s Krasa na morje. Smo pa tlele med tednom, ampak vseeno prav presenetljivo zelo veliko kolesarjev. Se sprehajamo tlele dobrih 5 minut, pa smo sigurno že 10 srečali. Tako da za vikend mora tlele biti zelo pestro. Tamle lahko pa vidite škatlo tunela od drugega tira. Tole je pa ostanki trdnjave tamle. No, v bistvu od tam, ko se vidi te škatle, od tunela, malo približam. No, tam, kjer se vidijo te škatle od tunela, to je v bistvu dolina Glinščice. Zdaj tle not preteče in gre proti Trstu. In mi bomo zdaj sledili še malo naprej, pa se bomo pa dol spustili, pa nazaj po dolini sem, pa gor nazaj proti avtu. Vmes bomo pa tudi en slap videli, kaj mislim, da je okoli 27-30 metrov visok. Pa še kar en kup lepih stvari. Lepi razgledi so tlele. Globoka dolina. To izgleda prav poligon za vse iz Trsta, da grejo malo na deželo s kolesom. Kakšni lepi tuneli. Pa lepo pihlja skozi. Za drugim tunelom bomo pa dol zavili. Še preden smo dol krnili, tele skale so pa plezališča, se prav vidi tale varovala pa to, fikse. No, zdaj gremo pa zares dol. Gremo na stezo prijateljstva proti Botaču. Kakšen razgled bo tlele. Evo, tole je vasica Botač, pod katero je malo nižje slap, če jaz kaj prav vem. Pa bomo pa tamle po levi strani se lepo vidi pot, šli do ene malo večje vasice, ki zdajle ne vem imena, ampak vam ga bom kmalu zaupal. Pa bomo pa tam se uspeli od one vasice gor desno na železnico, pa po železnici oziroma po bivši železnici nazaj.
pa prav taka prijetna pohodniška planinska pot dol proti temu Botaču. Gre pa skozi tole vasico Botač, pot prijateljstva, in tukaj že v času Jugoslavije so imeli odprto mejo, oziroma se pravi je, kolikor vem, je bil prehod meje, v bistvu meje ni bilo. Če se ne motim, so tudi neke table o tem napisane. Evo, tole je pa Glinščica. In malo nižji dol bo slap. Zdaj sem na levem bregu Glinščice in po teli poti dol se pride iz Beke, oziroma iz Kozine. In smo še na slovenskem ozemlju, pol pa na drugi strani je pa že Italija in tukaj meje ni več od 81. leta. Na teli tablici piše. Nič, gremo naprej, pa probamo najti slap. Je kar lepo opremljen z tablami pa z napisi pa z vsem. Tole pa še pogled navzgor. Nič ne zgleda, kot da bi bili v bližini Trsta, ampak nekje kar precej višji. Je pa na teh tablah res kar precej zanimivih stvari za prebrati. Med drugim tudi 30 mlinov je delovalo včasih na Glinščici, še v 19. stoletju. Malo od vasi naprej bomo šli pa na lev breg Glinščice, pa po tisti poti, ki smo jo od zgori že prej videli. To so postanki mlina, zgleda. No, tole so pa sigurno ostanki mlina. Še ena tabla. Kakšne mogočne stene so v tej Glinščici. Zdaj sem tlele eno potko opazil, pa bom šel po tej potki dol, ker zdaj smo nekje nad slapom. Pa ga bom šel pogledat, če to kam pele. Drugače za to Glinščico že nekaj cajta nazaj slišal. Sta šla starša na en pohod iz Botača semle do tele meje. Ampak kakšne 2-3 tedne nazaj je bilo pa po televiziji v Glinščici in sem rekel, piš, pa to je treba pogledati. Zdaj smo pa nad slapom. Je pa ta Glinščica polna takelih bazenčkov. Tako da polet, če je tlele kaj vode, mora biti lušten zakopati. Evo jih. Tamle razgledišče za slap. Predvidevam, mislim, sigurno je. Tukaj lepo dol. Kar globok. Ni hec tole. Bomo probali še dol pridati. Zgleda tlele eni prespali, pa par stvari pustili. Kar dobro sem se zadihal. Nazaj gor do poti. Evo, tukaj se pa že vidi lepotca. Kdo bi si mislil, da je tle praktično na morski višini, da je takle slab. Je pa Glinščica tudi edina površinska voda, ki teče tlele v okolici Trsta.
Zdaj gremo pa dol po mojem, zgleda že tako. Res je veličasten prizor tole. Gor pogledaš, zgleda, kot bil nekje v Alpah. A realno smo na morju. Neverjetno. Kakšen krasen slap, res. Omogočen, lep. Kakšno soteska je naprej od slapu. Pa pol tamle naprej še en manjši slap je bilo videti. Človek se pa tega kar ne more nagledati. Sem pa srečal še eno gospodično. Pravi, da je pa tukaj polet, če je voda, da je super za osvežitev. Da voda ima okoli 16 stopinj, vsaj 2 leti nazaj imela, tukaj je bilo pa 40 stopinj. Ampak ni vsako poletje voda, ker lansko poletje je bilo preveč suho za vodo tle. Pa gremo gor. Evo, še eno od razgledišč, pa gremo pa naprej. Pa dolina naprej. Tamle gor, tist je pa ferata, ki smo 3 tedne nazaj posneli z Ivotom pa z Klemenom. No pa pojmo naprej. Ampak naslednji cilj nas že kmalu čaka, tamle gor. Cerkvica z lepim razgledom. Ni še nekaj razgledati le. Naprej še eno razgledišče. Sem malo zamešal. Tle se pa še lepše ferata vidi. Tole direkt naravno zgor. So skalne ferate. Ja, starša sta mi dala idejo, da skočim še na tale hrib nad Cerkvico. Sem rekel, zakaj pa ne. Sem pa tle že malo pogled na Trst odpre. Pa tudi tle bi po mojem šli lahko okoli te doline, pa tam ne vidim eno potko dol, ampak bom šel jaz kar nazaj dol, pa po Glinščici naprej, ko smo prišli, ko sem prišel v Glinščico pogledati. Se pa ful lepo trasa železnice tudi med drugim vidi. Prebivalke Glinščice, koze. Pa neverjetno je, kaj tale Glinščica vse skriva. Kakšne tolmune. Korita. Noro. Tle, če bi bil malo mlajši, bi pa še čez skočil. Ne, da zdaj ne morem, ampak nimam te potrebe po adrenalinu več toliko. Tole pa, kaj je na alpska reka v malem. Kaj pravite na to? Se splača prijeti pogledati? Takole se pa nadaljuje ta dolina. Če je tlele polet voda, pa je to bomba. Sicer vroče mora biti tle za znort, ampak vseeno.
Evo pa sem nazaj na poti in zdaj sem v bistvu na dnu tiste doline, ki sem prej z vrha dol posnel, ki sem šel na vrh hriba. In tukaj gremo lahko v dolino noter, pa se po mojem taka krožna pot naredi, ampak gremo tle naprej po Glinščici. Tukaj, če gremo desno, pridemo do struge, pa če greste pol še malo po strugi gor, pridete do tistih tolmunčkov, ki sem jih prej snemal. Tukaj naprej je pa naša pot, oziroma tudi markirana pot. Tole, pa če se ne motim, so postanki rimljanskega vodovoda za takratni Trst. Že prihajamo v civilizacijo. Gornji konec se vasica imenuje. Že Rimljani so zelo dobro vedeli, da brez vode ni nič. Še pogled proti Glinščici z druge strani. Z tele prve vasice moramo do še ena vas naprej, pol pa tam bomo desno šli nazaj proti železnici, pa nas počaka še ne par kilometrov hoje. Tukaj mislim, da moramo iti desno, pa gor. Zdaj moramo 500 metrov po glavni cesti do vasice Boršt, pa tam se bo pot odcepila za pešpot. Pri temule spomeniku smo prišli do glavne ceste za gor proti Borštu, ampak smo šli kar tle not v Boljunc, pa pol desno gor, tale je zelo prometna cesta in ni glih za hoditi. Sledimo telim tablam. Zdaj so table. Tukaj pa več ne sledimo smerokazom, ampak gremo kar naprej gor. Mislim, da do unele vasice, ki je Boršt, pol pa bo kmalu železnica. Tole imam pa vedno s sabo, za vsak slučaj. Sem toliko padel noter v malco fig, sem pozabil skoraj posneti. Tukaj smo levo zavili v enem takem križišču 4 cest. Po raznih potkah, ki se križajo, sam gor in smo že pod vasjo Boršt. Ko pridemo do ceste, praktično samo prečkamo in proti cerkvi gor, nadaljujemo kar navzgor. Pri enem takem vodnaku, koritu, gremo pa desno, pa se moramo pol še malo uspeti. Sredi serpentine na koncu vasi, gremo pa desno. Ali pa tale potka, po mojem. Po teli potki gremo gor. Par metrov pa smo na železnici. Sem pa vsazga, ki sem govoril, in dol v mestu, tlele v Borštu vasi, vsi so bili Slovenci in zelo prijazni. Evo ga, našel. Zdaj pa sam še nazaj. Tukaj med vejami se pa vidi že tudi slap. Tole dol, ne vem, če boste na televiziji videli, oziroma malo približal. Je pa tudi tale hrib nasproten, ki smo zdaj. Ima zelo lep razgled na Trst in tudi so neke potke gor, ampak ne vem, če je kaj markiran. Mi je tudi ena rekla, da se splača iti gor. Evo še potke proti Glinščici. Tako da, ne vem, kje smo v Lilmi, ampak so poti gor. Zdaj se bojo pa začeli malo razgledi.
Drugače bi mogli pa zgleda v vasici zgornji konec, bi mogli zaviti na tole potko, tako da tam išče, ni treba čisto do tega Beljunca iti, ampak v zgornjem koncu je bolj peš potka gor. Malo bližnjice. So pa super razgledi danes. Tistole razgledišče tamle gor je pa blizu začetka ferate. Na Glinščici, nad Glinščico. Tole pa še lepši pogled. Tam zadaj se pa že Koper vidi. Kras. Evo, cerkvica na drug stran. Malo bolj levo se pa tudi na hitrico slab videl. Ja, takole mi smo nazaj krog naredili, gremo samo še proti avtu. Tale Glinščica me je navdušila, no. Res, tudi tisto, kar sem videl po televiziji, kar so pokazali v tisti oddaji, ni tudi malo, ne, kar je zares moč videti tukaj. Tako da, ful priporočam, da greste pogledat. Tak lušten krog, dol v opis bom dal link do bloga na moji spletni strani, kjer boste imeli tudi GPX poti in te dolge, ki smo mi delali, in tiste malo krajšega kroga. To pa hvala, ker ste ostali z mano do konca, oziroma z nami, starša ste malo naprej. Pa kakšen like, ja, dajte se vpisati, pa še kakšen drug video pogledati, pa pejte v naravo, predvsem to. Čau!